Vsako začeto delo od izvajalca terja tudi nadaljevanje in seveda zaključek. Tako je bilo tudi z Danilovim poslednjim projektom, namenjenim afriškemu človeku, za katerega se je pokojni Danilo Lisjak v polnosti daroval. Njegovo zadnje in nedokončano delo je bilo svetišče sredi afriške savane v okolišu Peče Ačojo v centralni afriški državi Ugandi. Duhovne potrebe tamkajšnjega ljudstva so velike in preprosto ljudstvo je velikokrat prezrto. V času misijonskega delovanja je misionar Danilo na cvetno nedeljo maševal v podružnični kapeli. Otroci, seveda na cvetno nedeljo jih je toliko, da bi samo oni napolnili cerkev. Ampak sem jaz sam rekel, pa dobro, dajmo izpraviti oltarju, zdaj je trenutno katehista ni tukaj, in ne sledijo, drugi bomo odprli vrata, nekaj bodo slišali, mikrofonijo smo imeli še kar dobro takrat, ampak je katehist oziroma šef kapele skupnosti rekel, ne, otroci vsi ven. In takrat mi je prišla meni ta misel, sem rekel, ta skupnost, krščanska katoliška skupnost v tem kraju zasluži, da ima lepo svetišče. In nemudoma so stekle priprave za novogradnjo. Cerkev, posvečena ugandskim učencem, je bila zasnovana kot evharistični center s stalno prisotnostjo duhovnika in trajno izpostavljenim najsvetejšim. Proti koncu leta 2022 me je gospod Danilo povabil, da bi napravil en idejni načrt za ureditev, likovno in bogoslužno ureditev prezbiterija nove cerkve. Krstni kamen, ambon, tabernakelj, oltarna slika s tabernakljem za adoracijo. Idejna in konstrukcijska rešitev ter notranja ureditev je bila zaupana slovenskim arhitektom in likovnim umetnikom. Na pobudo gospoda Danila Lisjaka, misionarja v Ugandi, sem sprejela izziv, da naslikam križev pot. Gradbena dela pa so opravili domači gradbinci pod budnim očesom prekaljenega misionarja in gradbinca pokojnega Danila Lisjaka. Za čas svojega življenja je uspel postaviti in delno opremiti bogoslužni prostor, toda do dokončanja objekta je bila še razmeroma dolga in naporna pot. Toda gospodar življenja je misionarja Danila povabil k večnemu počitku in določil, da njegovo zemeljsko delo dokončajo njegovi prijatelji in zaupniki. Po dogovoru z misijonsko pisarno in salezijansko skupnostjo je bilo delo zaupano starim znancem afriškega načina življenja in razmišljanja Urošu Rudolfu in Ivu Saksidi. Želja vseh je bila, da bi bila dela zaključena ob obletnici Danilove smrti. Po temeljitem usklajevanju in načrtovanju ter zagotovilu, da so zagotovljena finančna sredstva za dokončanje objekta, sta se na pot odpravila stara znanca afriških misijonov Uroš in Ivo, ki sta že predtem sodelovala v Danilovih misijonih. Potovanje s turškim prevoznikom je bilo dokaj hitro in cenovno ugodno. Smola je le, da na cilj ni prispela tudi prtljaga z nujno potrebno opremo in orodjem. S tem je bil zapravljen dan dragocenega časa.
Za naslednjo nevšečnost je poskrbel indijski izvajalec notranje opreme. Vsi naročeni elementi za opremo prezbiterja bi morali biti gotovi že ob božiču. Na dan prihoda o njih ni bilo sledu. Tu se je izkazal pogajalec Uroš, ki sliši na vzdevek Jolly, in že naslednji dan so pričeli z intenzivnim delom. V cerkev je bila že pripeljana glavnina lesenih klopi, prava mojstrovina in prestiž za afriške razmere. Izdelane so bile po okusu sestre Vedrane v preprosti mizarski delavnici. Sestra Vedrana je po Danilovi smrti prevzela skrb za finančna sredstva za dokončanje projekta. Prihaja iz Hercegovine in je v Ugandi prednica reda drinskih mučenk. Z Danilom je ves čas tesno sodelovala pri gradnji krščanskih ustanov v tem delu sveta. Zaradi intenzivnega dela kamnosekov so bile v notranjosti cerkve ogromne količine prahu, kar je zelo oteževalo ostala dela. Zato so se delavci gradbinci preselili na zunanje površine. Danilo je nameraval med novo in staro cerkvijo zgraditi župnijski dom, toda po njegovi smrti so se stvari spremenile. Odločili smo se, da se v stari kapeli uredi zakristija in servisni prostor, med obema objektoma pa zunanji povezovalni hodnik. Vsa gradbena dela so opravljali domači gradbinci pod vodstvom Uroša Jollyja. Izkazali so se kot odlični in marljivi operativci, Jolly pa kot izjemen koordinator. Ker je gradbišče precej oddaljeno od mesta, smo za potrebe prevozov in nabave ter dostave materialov potrebovali prevozno sredstvo s šoferjem. Tehnične trgovine so razmeroma dobro založene. Nabaviti je možno skoraj vse, od poljedelskega orodja, domače izdelave, novega ali rabljenega, vseh vrst gradbenega materiala, do sodobnejših strojev in naprav, le denar je potreben. Tudi šofer Denis se je odlično znašel v naši družbi, še posebej zvečer po delu, ko smo si v bližnjem lokalu privoščili zasluženo pivo. Ker je prišlo do spremembe prvotnega namena zunanje ureditve, smo se skupno odločili za postavitev velikega križa na fasado cerkve. Križ bo ponoči osvetljen in tudi ponoči nazorno označeval bogoslužni prostor. Izdelan je bil v bližnji kovinarski delavnici, svetlobna telesa pa prihajajo iz Slovenije. Ves elektroinstalacijski material svetili vred je za celoten objekt prispevalo podjetje Skapin iz Vipave. Sama montaža križa pa je bila nekaj posebnega, kar so sposobni samo najbolj izurjeni in drzni plezalci, toda vredno truda. Svetlobni efekt je v nočnih urah nekaj posebnega in trud je poplačan. Istočasno so delavci domačih gradbenih skupin delali na zunanji ureditvi celotnega objekta in stranskih niš. Ker cerkev nima priključka na električno omrežje, so neznosen hrup povzročali elektrogeneratorji gradbincev, ki so z brušenjem in poliranjem zunanjih tlakov še dodatno prašili celotno okolico. Toda niti hrup, niti prah nista nadloga, ki bi pretirano motila temnopolte delavce. Ti so sposobni ves dan v prahu in hrupu opravljati delo ali variti brez zaščitne maske. Končno so tudi indijski monterji zaključili z delom in omogočili, da so marljive žene vsaj za silo očistile cerkev pred nedeljskim bogoslužjem. Podobe križevega pota so bile končno prestavljene na svoja mesta. Razsvetljava je bila primerna in ozvočenje je brezhibno delovalo. V nedeljo zjutraj so ljudje množično prihajali v cerkev, morda malo iz radovednosti, vsekakor pa k nedeljski sveti maši zavidljivo urejeni in dobro razpoloženi. Tudi pevski zbor je nakazal naučeni repertoar za praznično posvetitev svetišča.
Med mašnim nagovorom je duhovnik vernike vzpodbujal, naj skrbijo za Božji hram, saj je ta cerkev njihova in ne duhovnikova. Po maši so se zaključna dela nadaljevala kljub nedelji, saj se je čas posvetitve bližal, potrebno pa je bilo še marsikaj postoriti. Medtem ko so gospodinje čistile zaprašeno cerkev in okolico, so pevci pridno vadili in se pripravljali na bližnjo slovesnost. Tudi skavtska skupina bo sodelovala na praznovanju, kjer so nepogrešljivi ljudski plesi in običaji. Dan pred slovesnostjo so monterji klopi zaključevali svoje delo, zidarji so hiteli s polaganjem tlakovcev, druga skupina pa je dokončevala preurejeno zakristijo. Tudi 6 vhodnih vrat je dobivalo končno podobo. Pri urejanju in pospravljanju je sodelovala celotna župnijska skupnost. Na svečanost so že dan prej prišli tudi člani Danilove družine. Pomemben je tudi delež misijonskega središča Slovenije, ki je ves čas gradnje tvorno sodelovalo pri projektu, predvsem z organizacijo in zagotavljanju finančnih sredstev. Slovesnosti blagoslova in posvetitve sta se udeležila ravnatelj Matjaž Križnar in tajnik Janko Pirc. Naslednji dan, v sredo 11. marca 2026, je bilo vse pripravljeno za praznovanje. Gruče vernikov v slavnostnih oblačilih so prihajale na prireditveni prostor. Skrbne gospodinje so v improvizirani kuhinji pod mangovim drevesom pripravljali obilen in pester obrok za pogostitev vseh udeležencev. Neverjetno, kaj so v danih okoliščinah sposobne narediti. In čeprav je bilo prizorišče še včeraj in zgodaj zjutraj razgibano delovišče, je bilo ob uri posvetitve vse primerno pripravljeno.
Lord, bless this church, which we have been privileged to build with your help. May all who gather here in faith to listen to your word and celebrate the sacraments experience the presence of Christ, who promised to be with those gathered in his name. For he lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Blagoslov in posvetitev je vodil škofov vikar monsignor Martin Ague v sodelovanju s številnimi duhovniki in člani redovnih skupnosti. Prisoten je bil Matjaž Križnar, ravnatelj misijonskega središča Slovenije. Pri tovrstnih slovesnostih vsekakor izstopa prodorna afriška glasba, ki pa žal izgublja svojo prvobitnost s prehodom iz bobnov, tolkal in brenkal na elektronske inštrumente.
Slovesnost je trajala debeli 2 uri, kar je pravzaprav malo za afriške razmere. Zato pa je nadaljevanje praznovanja trajalo skoraj do večera. Po zaključku svete maše je sledilo še obvezno fotografiranje in snemanje izjav in komentarjev. I am Father Godwin Shekechan, the parish priest of Atede Catholic Parish. Father Daniel, I stayed with him for 2 years as a brother in pastoral here. So he was my good friend. Before passing on, he had promised he will be my confessor. Even me, I will be his confessor. Unfortunately, God loves him more than we do. We are not praying for his soul to rest in peace. Thank you. Una cosa che vi ringrazio, voi tutti della Croazia, chi ha collaborato per questa cappella. Una cosa bellissima della mia, a onore vostro, del padre che è morto, che ho conosciuto. Questa zona era nella parrocchia mia. Quando i salesiani sono arrivati, li ho diretti a venire qua, vicina al centro, Kulu, quindi potevano scambiarsi e difatti hanno accettato. Hanno fatto delle cose bellissime. Res čudovit dan, ko lahko se Bogu zahvaljujemo za dela, ki jih je upravljal Danilo. Tukaj je Tede in pa na tem kraju, ki je blizu Tedeja, to se pravi tega salezijanskega centra, je nastala župnija na pobudo škofa, ki je dal nekako teritorij. Potem je Danilo začel delati tukaj cerkev. Zelo sem ponosna, da sem danes tukaj srečna z Danilotom, da doživljam to bi rekla Božje stvarstvo in njegovo delo, ki je prečudovito, veliko pomeni za te ljudi, veliko je pomenilo njemu, ki je živel za ta narod in skrbel, da so za njihovo, bi rekla, spiritualno življenje, kot tudi za njihovo materialno. In vesela in presenečena sem bila, ko sem starejše ljudi danes srečevala, ki nosijo v denarnici, torbici slike Danilota kot svetinje, da mi so pritekle solze v očih in me je presunilo, koliko tem ljudem pomeni, koliko pripovedi, koliko jih je krstil, koliko moje otroke je Hobhailu dal, hodili smo spovedih njemu, koliko zgodb, koliko vsega sem danes tukaj doživela. In ob sveti maši se mi zdi, da mi je manjkal tam nekje na sred oltarja njegova podoba oziroma on sam. In takrat so mi se vlile solze v oči in res zelo ga pogrešam. K slovesnosti, kot je bila posvetitev svetišča, spada tudi zunanje praznovanje s pogostitvijo in kulturnim programom, kjer pridejo do izraza tradicionalni plesi in običaji od najmlajših udeležencev do splošne zabave. S tem je bilo naše delo opravljeno in že dan po slavnostnem dogodku smo odpotovali proti glavnemu mestu in na poti domov si vzeli še nekaj časa za strniti spomine na Danilovo misijonsko poslanstvo in pečat, ki ga je skupaj s sodelavci pustil na afriški celini.
tukaj najprej Matjaž Križnar, ravnatelj. Ko pride človek v te kraje, v Ugando, potem naprej v Gulu in tede mu pridejo spomini še izpred korone, ko smo bili zadnjo leto 2019 tukaj pri župniku oziroma takdaj misionarju, salezijancu Danilu Lisjak. Nas je peljal v Atede, kjer je nekako gradil šolo za 1000 učencev, potem tudi župnijski oziroma pastoralni center, kjer so potem delujejo sedaj salezijanci. Tedaj se pa je on tudi nekako videl, da bi tam bilo potrebno zgraditi en zdravstveni dom oziroma tako manjšo bolnišnico, kjer so tudi porodi in ga sedaj lepo skrbujejo sestre iz Južne Koreje. Z njimi smo se srečali tudi na tej otvoritvi oziroma blagoslovu cerkve. Že takrat smo obiskali krajevnega škofa, ko sta se vidva pogovarjala, da bi dal določeno zemljo na razpolago, da bi tam ustanovil župnijo. In res dogodek ob blagoslovu te cerkve, za katero se je Danilo prizadeval kar nekaj let, je bil nekaj posebnega. Uroš Rudolf, alias Jolly, laiški misionar nekdanji, pa zdaj operativski nam je pomagal zaključovati cerkev. Uroš, kako je bilo? Kako je potekalo to delo zadnje mesece, usklajevanje nadaljavo, en obisk že prej jeseni, pa zdaj 3 tedni dela tukaj z domačini? Ja, moram povedati, da kukar se je slabo začel projekt, da je bilo en kupenih negativnih sil v štartu, ko so šla s kolegom Ivotom na to misijo, je zadeva na koncu dosti dobro izpadla. Bilo je kar naporno, res smo imeli urnik kar temperan, nisa niti približno ne afriški urnik ubrala, ker drugače ne bi šlo. Ja, ker sem v štartu že nekje na polovici malo obupal v vsej situaciji, sem rekel, da je ogromno demonov okoli, negativnih demonov okoli, je prišel salezijanc duhovnik, tale Araso, in je rekel, no, the spirit of Danilo is around, da je Danilov duh okrog, zato je pač tako, da nas malo nadzira. Kaj dela Uroš? Uporablja grde besede, ki mu ne gre več na rok. Ja, hvala, ne vem, in misijonski pisarni in vsem, ki so pač pomagali. Z veseljem sem sprejel to nalogo, da sem pač mal pripomogel k dokončanju te cerkve, tako da upam, da so domačini veseli, pa tudi misijonsko središče, da je veselo, pa salezijanci, pa mislim predvsem, da Danilo, ki nas gleda nekje za Mavrico. Nas zdaj zadnje dni spremlja sestra Vedrana Ljubič iz Bosne in Hercegovine, Hrvatica po rodu. In ona je dolgoletna prijateljica in znanka misionarja Danila Lisjaka in sta tukaj v Ugandi veliko sodelovala. Danilo Lisjak namreč ni samo sam zase delal, ampak je pogosto tudi podpiral sestrske skupnosti v svoji okolici. To smo tudi videli v Atedah, ko je gradil ta zdravstveni center. Predvsem pa je podpiral družbo Hčera Božje ljubezni. To je ista družba, ki pripadajo tudi drinske mučenke, naše blažene. In tukaj imam provincialko uganske province, sestro Vedrano, ki je bila velika prijateljica od Danila in bo sama povedala, kako, koliko časa, koliko let, pa na kakšne načine ste se vi poznali, ste sodelovali. Kao što ste čuli, ja sam sestra Vedrana Ljubić. U Ugandi sam 28 godina. Negdje od samog skoro početka sam upoznala Danila u Ruandi. Bio je već tada jako prijatan i kao da se znamo dugo. Takav je Danilo bio. Kad je došao u Ugandu, povezao se s nama, bio je uvijek raspoložen da nam pomogne gdje god treba, ne kao svećenik, nego isto kao dobročinitelj. Don Danilo je dosta cijenio naš rad
našu misionarsku aktivnost, naše misionarske aktivnosti kao sestra i kćeri Božje ljubavi što radimo. On nas je pomagao kad smo trebali obnavljati kuću u Tungamo, a onda je posebno meni pomogao uz pomoć misijskog središća u Sloveniji da kupim kuću u Kampali. Poslije kako smo dobili puno zvanja lokalnih sestara, domorodđačkih sestara, onda je Don Danilo naglašavao da mi moramo ići dalje, da moramo ići na drugu stranu Ugande. Ja sam pokušala slijediti njegove prijedloge, pa smo tako išli u Soroti. Kad sam došla u Soroti, ja sam zamislila graditi samo garažu i vjerojatno kuću za čuvara, tako da bi onda išli u Olilim graditi misiju. Međutim, Danilo je rekao ne, morate vi najprije ogradu napraviti da se zagradite da budemo sigurni. Ja? Jer to je kraj nesiguran, dosta su dugo ovi pobunjenici harali gore i štetili narodu. Tako da je Don Danilo svjestan bio te opasnosti za nas. Onda je on nam pomogao. Ja sam rekla, pa Danilo, otkud ja mogu sada to napraviti? Mislim, trebaju sredstva financijska. Šta kaže? Vjeruje u providnost Božju. Tako da je Don Danilo meni pomogao. I sve vrijeme je bio povezan s nama. Mislim, posebno je cijenio što smo bile raspoložene za sirotinju, a sirotinje je ovdje jako puno, iako izgleda Uganda, kažu da je biser Ugande, jest što je Bog dao, ali trebamo se mi puno potruditi, mi misionari i kogod može pomoći da se ovom narodu pomogne. Mi kao kćeri Božje ljubavi ovdje radimo u zdravstvu, školstvu i pomažemo socijalne slučajeve. Puno ljudi treba pomoć da im se plati operacija u bolnici ili porod u bolnici i takvih slučajeva ima jako puno. A gdje god mi nismo mogli, tu nam je Don Danilo pomogao.